Sem vam pa obljubila, da vseeno en del še danes namenimo tudi vodotopnim polimerom, ki jih najdemo v kozmetiki. In najdete tudi izraz water soluble polymers, torej WSP kratica, je zelo velikokrat uporabljena kratica. To so, bomo rekli, organske snovi, organski materiali, ki se že desetletja tudi uporabljajo za različne aplikacije, torej tudi v kozmetiki, v industriji, kot barve, lepila, pralna sredstva, farmacevtski produkti, ki za razliko od teh delcev, ki jih Evropska komisija definira kot mikroplastike, so topni v vodi. In bomo rekli, ti tipi polimernih materialov, ki so topni, so poliakrilamid, polietilen imid, polietilen glikol, polivinil pirolidon, polivinil alkohol, torej ti so ti najbolj tipični sintetični polimeri, ki ne ustrezajo kriterijem definicije mikroplastike, bomo pa rekli, niso pa njihovi učinki preučeni do te mere, da bi lahko rekli, da nimajo kakšnega potenciala do nezaželenih učinkov v okolju ali pa na naše zdravje. Zelo omejene informacije so o njihovih koncentracijah, naprimer v okolju, so dosegljive, tudi ekotoksikološke študije, torej kakšna je toksičnost v okolju, je zelo, bom rekla, šibka, zato se zdi nekaterim, bom rekla, organizacijam, da tudi te polimere ustrezno obravnavajo in da se vključijo v to zgodbo, ker so tudi lahko pomembni. In ena izmed takšnih organizacij, ki je v svoje, bom rekla, aktivnosti vključila tudi te vodotopne polimere, je pa Plastic Soup Foundation, ki od leta 2012 vodi kampanjo Beat the Microbead. Torej, premagajmo mikrodelce v kozmetiki, torej se že v leta 2012 nekako z različnimi aktivnosti ozaveščajo, kar se tega tiče, in so v okviru svoje spletne strani naredili tudi seznam vseh mikroplastičnih sestavin, ki jih najdemo v kozmetiki in v izdelkih za osebno nego. In če pogledamo nazaj, v leto 2015, ko so s pripravo tega seznama začeli, je bilo na tem seznamu nekje 67 različnih mikroplastičnih substanc, medtem ko danes, ko vse to upravljajo v skladu z Evropsko komisijo in pa različnimi drugimi raziskovalnimi inštitucijami, pa je na tem, bom rekla, tej podatkovni bazi, lahko temu tudi tako rečemo, že več kot 500 mikroplastičnih sestavin. Zdaj, ker je teh sestavin ogromno in ker imajo tudi različne lastnosti, so v tej kampanji izdelke razdelili v 4 kategorije. Torej, v rdečo kategorijo, oranžno, zeleno in pa zero kategorijo. In tako so razdelili te izdelke za osebno nego glede na tipe polimerov in na rdeč seznam so uvrstili tiste polimere in pa tiste izdelke, ki so v skladu z definicijo mikroplastike Evropske komisije, torej gre za trdne, netopne delce v primeru manj kot 5 mm, to so polietilen, polipropilen, najlon, poliuretan. In na dan 4. februar, ko sem jaz to nazadnje pogledala, so imeli kar 571 substanc. Torej, kar precej, to pa tudi zato, ker velikokrat se v izdelkih pojavljajo tudi kombinacije, kombinacije različnih polimerov, in ti kopolimeri, kot jih imenujemo, potem tudi doprinesejo k tej večji številki. So pa v tej kampanji pripravili torej tudi oranžen seznam, kamor so pa umestili, bomo temu rekli, skeptične sintetične polimere ali mikroplastiko, torej to so pa ti vodotopni, tekoči polimeri, nekateri polimeri brez ogljika, sem spadajo poloksameri in pa zelo znani polietilen glikoli, polipropilen glikoli, za katere pa še ni dovolj študij, s katerimi bi lahko dokazali, ali jih lahko uvrstimo na rdeč seznam ali pa mogoče celo na zelenega. Potem na zelenem seznamu so pa vse tiste izdelki, ki ne vsebujejo mikroplastike, ampak so tukaj uvrščeni tisti izdelki,
ki jih proizvajajo, večje družbe, ki kot take ne zagotavljajo, da so vsi njihovi proizvodi brez mikroplastike, medtem ko na Zero seznam pa uvrščajo tiste izdelke oziroma tiste blagovne znamke, ki v svoji celotni proizvodni liniji ne uporabljajo mikroplastike. Zdaj mogoče o polietilenglikolu, tega boste v svoji kopalnici zelo pogosto krat srečali. Polietilen je taka gosta, lepljiva tekočina, ki je sestavljena iz najpogostejše oblike plastike, to je polietilen v kombinaciji z glikolom. Zdaj, če pogledamo kemijsko, poznamo ogromno vrst polietilenglikolov, torej več derivatov, ki imajo zelo raznolike molekulske mase. In te molekulske mase so potem takole zapisane tudi številkami, ki kratici sledijo, to je vedno zapisano. In pa imamo tudi polietilenglikole v različnih kombinacijah, kot so PEG, stearat in tako naprej. Kaj pa je prednost tega polimera, zakaj se uporablja v kozmetiki? Predvsem zaradi tega, ker ima zelo dobre kemijske lastnosti in omogoča boljši vnos produkta ali pa vpojnost preko kože. Temu rečemo v angleščini tudi penetration enhancing effect. Torej, manjša kot je molekulska masa teh polietilenglikolov, lažje prehajajo skozi kožo. Zdaj, če pogledamo funkcijo, ki jo imajo v kozmetiki, je spet, lahko deluje kot mehčavci, emulgatorji, vlažilci, površinsko aktivne snovi, topila in tako naprej. Funkcij lahko imajo več. Seveda, kaj so pa tisti dvomi oziroma tiste vprašanja, ki se pojavljajo pri polietilenglikolih? Velikokrat je bil že predmet splošnih razprav o morebitnem vplivu na zdravje, ampak nobena študija še ni pokazala nekih večjih učinkov na zdravje in okolje. Morda so toksikološke študije nakazale, da lahko polietilenglikol v nekih manjših koncentracijah draži kožo, mogoče sproži kakšno alergijsko reakcijo, dermatitis. Zato je definiran mogoče nekje kot nežen dermalni iritant, torej da nežno draži kožo. Če pa mi pogledamo njegove vplive na okolje, pa lahko ugotovimo, da sam postopek pridobivanja polietilenglikolov, ki ga imenujemo etoksilacija, je, kemijsko zelo agresiven pa zapleten, potencialno škodljiv proces, zato ker v bistvu snov, iz katere polietilenglikol nastane, je tudi etilen oksid. Etilen oksid je pa klasificiran kot vnetljiva, strupena snov, kancerogena, mutagena, toksična za razmnoževanje. In čeprav mi tega etilen oksida v veliki večini ne najdemo v končnem izdelku, pa vseeno obstaja neka manjša verjetnost, da ta, sestavina ostaja v končnem produktu prisotna. In to je eden izmed tistih klicajev oziroma dvomov, ki jih uporaba polietilenglikolov prinaša. Hkrati pa je lahko prisoten kot nečistoča v teh poleg polietilenglikolov tudi 1,4-dioksan. To je pa tudi kancerogen, iritant, ki nastane, v bistvu, ki je lahko kot nečistoča pri proizvodnji polietilenglikola prisoten in v bistvu z atmosferskim zrakom lahko tvori eksplozivne perokside, kar pa seveda je nekaj, kar si mi ne bi želeli, tudi ne na koži. In zato, bomo rekla, je tudi polietilen smiselno obravnavati z neko mero pazljivosti in jih ta kampanja Beat the Microbit tudi uvršča na oranžni seznam. Jaz sem naredila že pred časom skupaj z našimi študenti, z našimi študenti veliko preučujemo te polimerne materiale v kozmetiki in smo naredili en tak čist enostaven pregled informacij in smo ugotovili, da se na primer v obdobju 3 mesecev
količina informacij na tej spletni strani poveča kar za 3000 izdelkov. Torej, tako je to ažurirana spletna stran, torej dodaja se ogromno izdelkov in vidite, da so ti kategorizirani glede na njihovo funkcijo, torej nega obraza, nega telesa, ustna higiena rok, tudi nega otrok, ličila in tako naprej. Zdaj predlagam, če si boste vzeli čas, da si to spletno stran raziščete, pogledate in tudi z uporabo te spletne strani boste mogoče lažje ugotovili ali pa prepoznali mikroplastiko pri vas doma. Tudi sama, jaz velikokrat kakšen izdelek pogledam, pa nisem čisto prepričana, čeprav nekaj kemije poznam, pa tudi ne poznam čistih molekul in se potem vrnem na njihovo spletno stran in si pogledam. Tako da to zelo priporočam. Mogoče pa sem kot informacija. Zdaj v februarju je na tej spletni strani bilo od teh 33.000 izdelkov, ki so vnešeni, kar 44% takšnih izdelkov, ki jih glede na njihove kriterije lahko umestimo na rdeč seznam. Torej, to pomeni, da še vedno in na trgu so produkti, ki vsebujejo mikroplastiko, ali je to polietilen, polipropilen, poliuretan, kar precej, torej skoraj 53% je pa takšnih izdelkov, ki jih uvrščamo na oranžen seznam. To pomeni, da vsebuje tiste, bomo rekli, malo bolj skeptične polimere, kot je na primer polietilen glikol. Na zelenem seznamu je nekje 23%, skoraj 24% vseh produktov, medtem ko zero skupini pripada nekje 13%. Naj vas ne zavede, da vsota teh odstotkov ni 100%, kot bi mogoče pričakovali, ni pa zato, ker imate lahko izdelek, ki poleg polimera, ki ga uvrščamo na rdeč seznam, lahko vsebuje tudi polimer, ki ga uvrščamo na oranžen seznam. Tako da, in tukaj zaradi vseh teh kombinacij ti odstotki ne morejo sešteti na celoto 100%.